Radijski roman. Dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke in dobrodošli v 10. delu radijskega romana Kruh močnih. Tistega popoldneva je Lidija šla po drugi poti. Spomnila se je na Jazonovo ljubezen do konjev, zato je v loku obšla vilo in se podala proti hlevom. Prepoznala je konjušnika, ki je nekoč pospremil Jazona k njej na obisk. Mladenič je skušal pomiriti razburjenega konja. Žival, katere lesketajoča črna dlaka se je svetila celo v senci, se je dvignila na elegantne zadnje noge in vrgla glavo v znak, da bi se osvobodila močnega konjušnikovega oprijema. Lepo se obnašaj, Drakon, je zaklical konjušnik. Si kaj videl Jazona? Ga je vprašala Lidija in stopila naprej. Ne približujte se preveč, gospodična. To ni konj, ampak zvir, razborit je kot meduza. Po dolgih minutah se je ognjevit konj končno umiril in nato stal, skozi nosnice je pihal, da bi si opomogel od naprezanja. Konjušnik se je s podlahtjo obrisal po znojnem vratu. Samo gospod Jazon obvlada tega konja. V njegovih rokah se razneži. Samo besedo izgovori in konj napade kot legija vojakov. Ena beseda in znova je krotak kot jagenjček. Ko ni gospodarja, pa ob njem ni varno. Ravno tedaj je Drakon zasukal glavo, da jo je Lidija prvič dobro videla. V trenutku se je spomnila očetovih besed. Namenoma me je napadel. In prav tukaj, je Evmen pokazal na sredo čela, je imel belo liso, ki je bila videti kot polmesec, z belo pikico ob njem, ki je bila kot zvezda. Bili sta popolni, kot bi ju naslikala roka umetnika. Če ne bi bilo tega mladeniča, bi me poteptal do smrti. Ne vem, kako, a mojemu prijatelju tukaj je uspelo konja pomiriti. Le ena beseda in konj se je umiril. Drakon je konj, ki ga je opisal oče. Črn je in nenavadno se sveti. Sredi čela ima popolno oblikovana mesec in zvezdico. Grlo se ji je osušilo, da je komaj pogoltnila slino. Ker ji je v ušesih šumela kri, ni več mogla slišati veliko zvokov v hlevu. Besno je pomislila na dogodke, ki so pripeljali Jazona v njuno življenje, in slabo ji je postalo, ko je spoznala, kaj se je pred 5 meseci v resnici zgodilo. Jazon se ni prikazal ob očetu v trenutku stiske. Ni ga rešil. Prav nasprotno. Jazon je bil kriv za Evmenovo nesrečo. Tega zverinskega konja je namenoma naščuval na njenega očeta. Njegovo reševanje in nadaljnja skrb zanj sta bila le zvijača. Pretveza. Torej se je zarota proti Evmenu začela že pred Dionino ponudbo družabništva. Kdaj se je začela izdaja? Kako globoko je segala? Jazon ni bil nedolžna žrtev materine manipulacije. Bil je njeno voljno orodje, strupeno bodalo, ki je zarezalo v njuno življenje v iskanju še večjega bogastva. Mati in sin sta gotovo slišala za Evmenovo nadarjenost, videla njegovo enkratno delo in se odločila, da ga hočeta zase. Izmislila sta si umazano zvijačo. Zelo preprosto in učinkovito. Ona je bila popolno orodje, ki je brez najmanjšega odpora postalo del njunega načrta. Morda jo je že kdaj videl na tržnici ali pa je vohunil za njo, ko je odhajala od hiše po opravkih.
Brez dvoma jo je premeril in takoj vedel, kako lahko jo bo prinesel okrog in jo preslepil. Bila je le stopnička, na katero je stopil na poti do skrivnosti Eumenovega škrlata. Jazonu nikoli ni bilo do nje. Ni je imel rad. Vse besede, vse nežnosti so bile pretvarjanje, spletka pohlepnega človeka, s katero jo je hotel oropati dediščine. Lidija je težko dihala. Bolelo jo je, ker ju je Diona prevarala, ob dejstvu, da jo je izdal človek, ki ga je ljubila in mu zaupala, pa ji je venela duša. Ob vse sta bila, ker je videla le svetleče zelene oči in verjela njihovim lažem in obljubam. Oblil jo je sram, jo dušil, pekel in davil, kot bi jo davile roke morilca. Lidija je slepo stekla stran od tam, kjer je on vladal kot kralj. Dolgo je vztrajno obiskovala Dionin dom in mrzlično iskala Jazona, da bi ji pomagal. Zdaj, ko se je odločila, da se mu bo izogibala, pa je stekla naravnost v njegovo umazano, izdajalsko naročje. Lidija, kje si bila? Povsod sem te iskal. Osuplo je spoznala, da jo gleda, kot bi jo v resnici imel rad, s starim izrazom na obrazu, ob potezah ljubezni, ob katerih se je nekoč topila. V njej se je razdivjala nevihta grenkega besa. Na jeziku je imela pekoče besede, ki so želele zleteti z jezika in pustiti sled obtožb. A oprezno se je zadržala. Gotovo je imel razlog za to, da je še naprej hlinil ljubezen. Morala je izvedeti, kaj ga žene, še preden mu bo razkrila, da ga je spregledala. Skušala je delovati ravnodušno. Res? To pa je čudno. Dan za dnem sem hodila sem, da bi te našla. Nikoli nisem smela vstopiti. Tisti neumni suženj, mu bom že pokazal, ni mi povedal. Lidijo je potegnil za roko. Pridi, govoriti morava. Tukaj je kočica, kjer naju ne bo nihče motil. Kočica je bila gotovo oskrbnikova ali konjušnikova. Ženska, najbrž njegova žena, se je sklanjala nad ognjišče in kuhala jed, ki je dišala po čebuli, česnu in pečeni svinjini. Lidiji se je obračalo. Jazon ji je pomignil, naj gre ven, in brez besed ga je ubogala. Kako to, da ni Lidija nikoli opazila, kako se služabniki obnašajo v njegovi bližini? Do njega niso čutili naklonjenosti ali zvestobe, ampak goli strah, ki je govoril o tem, kako ravna z njimi. Sklepala je, da so takšni zaradi ostrega Dioninega jezika. Zdaj pa je videla, da se enako vedejo tudi ob Jazonu. Kje stanuješ? Jo je vprašal brez uvoda. Pri očetu. Dobrodušna maska je dobila razpoko. In kje stanuje on? Doma že ne, ker sva ostala brez hiše. Zamahnil je z roko. Vse sem ti odpustil. Govoril sem z mamo. Eumen se lahko vrne. Povedal sem ji, kaj čutim do tebe in ne bo vztrajala pri nadaljnji kazni. Napako je naredil in mislim, da ga je izučilo. Lidija je prekrižala roke. Zakaj bi rad, da se vrne? Kot sem že rekel, moja čustva do tebe se niso spremenila. To je res.
Zelene oči so se priprle in jo pozorno pogledale. Ne razumem te, Lidija. Tvoj oče je okradel mojo mamo. Mislil bi, da boš hvaležna, ker sem ga pomilostil. Mislim, da boš spoznal, da je bilo ravno obratno. Naju so okradli. Razočarano je zavzdihnil. Ni pomembno, o čem te je prepričal Evmen. Prijel jo je za roko. Občutila je kot dotik kače. Zbrati je morala vso moč, da mu ni izmaknila dlani. Pomembno je, da te hočem nazaj. Kaj res? Zakaj bi morala trpeti zaradi prepira najinih staršev? Vem, da ne boš zapustila svojega očeta, zato mu dovoli, da se vrne k delu, ki ga ima rad. In ti tudi. Nadaljevali bomo, kjer smo bili prisiljeni končati. Lidija je umaknila roko. Slišala je vse, kar je želela. Kako gre Eriku? Jazon jo je ostro pogledal. Kar dobro mu gre. Ne more mu, če uporablja recepte, ki mu jih je dal moj oče. Jazon je prebledel. Morda bi razložila, kaj misliš s tem. Lidija se mu je hladno nasmehnila. Ali pa bi morda ti najprej nekaj stvari razložil meni. Povej mi za drakona, povej mi za konja, ki si ga izučil, da napade in se umakne. Povej mi o dnevu, ko si srečal mojega očeta in prišel v najino življenje. Povej mi o tem, kako si vztrajal, da Erik dela za naju, medtem ko je vohljal okrog vsake barve, ki sva jo izdelala. Povej mi o 30 udarcih z bičem, pa o tem, da sva izgubila dom. Morda bi moral ti kaj pojasniti meni. Jazon jo je pogledal. Se ti je posvetilo, kaj? Hvala bogovom. Zdelo se mi je, da se bom zadušil, če bi se moral še naprej en sam dan pretvarjati, da sem zaljubljen vate. Lidija je grenko pogoltnila. Ne skrbi. V moji bližini ti ni več treba hliniti ljubezni. Nečesa pa še vedno ne razumem. Zakaj si tako vztrajno ponavljal, naj ne delam več? Zate ne bi bilo nič drugače. Jazon je skomignil. Vedeli smo, da se bo Erik lahko smukal okrog enega izmed vaju. Ker sta bila dva, sta imela več možnosti, da ga zavedeta. Lidija je pokimala in se delala, da je njegove besede niso zabolele. Hvala, ker si mi končno povedal resnico. Obrnila se je, da bi odšla. Zgrabil jo je za roko in jo potegnil nazaj, da jo je bolelo. Spusti me, je rekla tiho. Ne, dokler ne dobim, kar bi rad. In kaj je to? Recept za škrlat. Povej mi, kje je tvoj oče. Če nama bo dal, kar bi rada, bova za oba poskrbela. Še vedno lahko dela v svoji obrti, če bo le zapustil Tiatiro. Odideta lahko v miru. Moja mama ti je pripravljena dati celo debel mošnjiček, če se bosta podala na pot. Lidija se je zasmejala. Presenetilo jo je, kako grenko je zvenel njen smeh. Ona se že ni tako smejala. To ni bil smeh 16-letnice, ki je verjela, da je svet, kljub mnogim težavam, še vedno dober, da lahko sreča potrka na njena vrata in nikoli več ne odide. Ta novi smeh je pripadal starejši in močnejši. Če misliš, da bom verjela tvojim obljubam, si nor. Jazon jo je potegnil k sebi in jo objel, da jo je zabolelo.
Povedala mi boš, kar želim. Prostovoljno, ali pa te bom pretepel. Vseeno mi je. Ko je bila Lidija nekoliko mlajša, jo je neki moški začel zalezovati. Strah je bilo njegove pozornosti, ki ji je bila odveč. Njegovo občudovanje se ji je zdelo grozljivo. Ko je oče odkril, kaj se dogaja, ji je dal nekaj koristnih nasvetov glede moških in njihovega telesa. Doslej jih še ni bilo treba uporabiti. Zdaj pa se je spomnila očetovih besed in časa, ko je morala vaditi samoobrambo. Nogo je odmaknila, nato pa je z vso močjo s kolenom sunila v Jasona. Njegov objem je popustil. Sklonil se je naprej in v obraz postal temno vijoličast. Očitno se škrlat lahko pridobiva tudi tako, je pomislila posmehljivo. Jason je najprej izpustil nenavaden zvok, nič glasnejši od šepeta, a prežet z bolečino. Lidija se je umaknila, on pa je padel na kolena. Končno je zajel zrak in ko ga je izdihnil, je skozi njegove stisnjene ustnice z žvižgajočim krikom prihajala tudi bolečina. Ženska, ki se je prej umaknila iz kočice, je zdaj prihitela nazaj in debelo gledala. Videla je, kaj se dogaja. Jason je bil na kolenih, vijoličast v obraz, z rokami se je držal za mednožje, ni mogel govoriti. Lidija se je gladila po bolečih rokah. Ženska se je sicer le ugriznila v ustnico, a ko je Lidija odhajala, je videla, da se ji ramena tresejo od škodoželjnega smeha. Pridružila se ji je, smejala se je in jokala, vse dokler ni prispela v sobico v Atrejevem gostišču. In v tem gostišču bomo za nocoj končali. Hvala lepa, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, ker ste bili z nami. Pridružite se nam spet prihodnji četrtek, ko bomo 19. poglavje začeli z besedami: Nag sem prišel iz materinega telesa in nag se vrnem tja. Gospod je dal in Gospod je vzel. Lahko noč. Radijski roman.